Minuli petek in soboto je v Izoli potekal tradicionalni ribiški praznik. Ponudil je vse, kar smo tega praznika, ki poteka že skoraj 60 leti, pričakovali in česar smo bili vajeni. Od srečelovov, otroškega programa, neskončnega števila stojnic, žarov in kotlov do pomola vkusu na nekdanjem carinskem pomolu in večernih koncertov. Gledati si bilo mogoče tudi regato ter krst mladih jadralcev in veslačev. Po ocenah organizatorjev je prireditev obiskalo prek 40.000 obiskovalcev. V baru Mandrač v Kopru so preteklo soboto gostili modno revijo z naslovom Pometimo stereotipe, revija Oldtimerke, na kateri je kreatorka Darja Favento, ki deluje pod psevdonimom Morena Modras, predstavila serijo modnih kreacij, zasnovanih na recikliranih oblačilih in unikatnem nakitu, ustvarjenem iz recikliranih materialov. Šlo je za eno dobro štorijo, da jaz prikažem ljudem, kaj se da narediti z second hand oblačili, recikliranimi oblačili in recikliranim nakitom. Da jim malo odprem te horizonte in pometem stereotipe, kar se tiče sramu in nekih predsotkov, kaj bojo rekli drugi, ker nosijo obleke iz druge roke, je predivji nakit, preveč odštekan, to ni za na ulico, ni za nikamor. Meni je bilo to vse igra. Lepo prikazati ljudem, osvestiti, predvsem osvestiti ljudi. Trend second hand oziroma recikliranih oblačil se tudi pri nas počasi razvija. Na obali sicer še nimamo trgovine s tovrstnim blagom, pomagamo pa si lahko z občasnimi izmenjevalnicami oblačil, ki jih organizira Gibanje Zelenci, pa tudi s Facebook skupino Second Hand Pridi prav obala, ki jo administrira Darja, ki se sicer z recikliranjem oblačil ukvarja že od osnovnošolskih let. Mi smo se s kolegicami menjavali, pri meni je bil center izmenjave. Jaz sem jih oblačila, stilirala že v 7. razredu, ko sem prišla v puberteto in pri meni se je dogajalo na polno. Potem, skozi vsa ta leta sem jaz s tem second handom bila stalno v Tangiru, in sem bila ful vesela, ko so se odprli prvi second hand, prve trgovine v Ljubljani. In tam sem bila itak večkrat, Potem pa spletne trgovine in ful sem bila vesela, ko so odprli v Izoli, jih moram prav pohvaliti. Center ponovne uporabe v Izoli, vse pohvale. Upam, močno upam, da se bojo tudi v Kopru zbudili v tej smeri in evo, sem poleg. Z veseljem. V soboto si imela tudi posebne manekenke, krasno so izgledale. Kdo so bile te pupe? Te pupe so vse moje prijateljice, bile so takoj za. Ko sem jim omenila, so bile takoj, valjda. Sicer so imele malo treme, ampak po prvem džiru jim je to steklo 100 na uro. In so res pokazale ono sproščenost, vesele so bile, tudi muzika, recimo ta podlago muziko, ki sem zbirala za te 3 sklope revije, sem zbrala v stilu, tako da so one kar plesale, ko so hodile po pisti in folk je bil, odzivi ljudi, to je bilo nekaj neverjetnega. Same pohvale pozitivne, to energija je špricala, dobesedno, res. Sobotni večer sta popestrili glasbeni skupini Leva noga in The Chanos Band, ki sta publiko na nogah obdržali pozno v noč. Moreni Modras pa je skupaj s prijateljicami dejansko uspelo pomesti stereotipi o tem, da sta moda in stil rezervirana zgolj za tiste s težkimi denarnicami. Kulturno-izobraževalno društvo Pina izvaja projekt Dodaj nekaj smiselnega. Gre za projekt, s katerim želijo spodbujati sodelovanje mladih v procesih odločanja na občinski ravni. Sofinanciranje strani programa Erasmus Plus za področje mladine. Pina je vodilni partner, vanj pa so vključeni še partnerji iz 3 drugih držav, in sicer iz Francije, Finske in Italije. V projektu sodelujejo tudi občine, iz Slovenije je to občina Ankaran. Zdaj, kaj je glavni cilj tega projekta, je v bistvu spodbujanje participacije mladih v lokalnem okolju.
kjer si želimo v bistvu preko metode ideatonov spodbujati tako participacijo, kot dejansko zraven promovirati pri odločevalcih in pri nevladnih organizacijah pomen izvedbe ideatonov za povečanje participacije mladih. Ideaton je metoda, preko katere se mlade vključuje na način, da občina poda izziv, ki ga vidi v lokalnem okolju, mladi pa poskušajo nanj odgovoriti s pripravo različnih projektov. Občina nato preveri, če jih je možno izvesti, nato pa sledi glasovanje, pri katerem odločijo, kateri projekt bi moral biti implementiran. Procese koordinirajo nevladne organizacije, torej PINA in njihovi partnerji. S tem si želimo dejansko tako spodbujati mlade, v bistvu preko tega, da se tudi naučijo, kako v bistvu izvajati razne participatorne procese, razne v bistvu participacijo, iskanje skupnega konsenza, volitve in podobne stvari. Tako da tle, kar je nam ful pomembno, je ravno ta zadnji del, ne, da v bistvu pride do implementacije. Ne. Tako da vidijo mladi, da dejansko lahko njihov glas šteje. Trenutno je projekt v fazi analiziranja obstoječega stanja, torej trenutne količine participacije med mladimi, na katerih področjih bi si želeli biti bolj aktivni in podobna vprašanja. Zdaj trenutno poteka anketa za mlade, kjer poskušamo ugotoviti, koliko so mladi že zdaj aktivni na občinski ravni oziroma nasploh aktivni v nevladnem sektorju. Na podlagi tega v bistvu si želimo neko njihovo aktivnost oziroma videti, kako bi lahko, oziroma s katerimi procesimi bi lahko ojačali to njihovo aktivnost, njihovo državljansko participacijo. Potem zraven delamo še ankete oziroma intervjuje z občinami, tle, da vidimo, katere že obstajajo neke prakse, neke metode za vključevanje glasu mladih v občinsko raven. Potem zbiramo v bistvu neke dobre prakse, se pravi tako v Sloveniji kot drugod po Evropi. Na podlagi rezultatov bodo izdali priročnik, v katerem bodo opisali analizo stanja in metodo ideatona. Nemac meni, da mladi potrebujejo spoznanje, da njihova dejanja štejejo ter da morajo biti slišani. Jaz ful ne prestajam na to frazo, da mladi so apolitični, kar dostikrat se sliši, ker v bistvu v raziskavi Mladina 2020 opažajo, da v bistvu zadovoljstvo mladih s temi klasičnimi oblike demokracije, kot so volitve in podobno, res upada, se manj udeležujejo, hkrati pa v bistvu so dosti bolj vpeti v drugačne tipe participacije. Ker tle, ko govorimo o participaciji, mi ne smemo razmišljati zgolj v volitvah, to je seveda en tip, pomemben tip, ampak tle imamo drugačne participacije. V bistvu aktivno državljanstvo je kakršnokoli aktivacija v družbene dogajanja. Spravi aktivacija v nevladni sektor, aktivacija, taborniki, čistilne akcije, v bistvu to so vse tipi participacije in tle mladi so dejansko zraven in so aktivni. Na PINI pričakujejo, da bo v skupnost postopoma vključenih več mladih, da bodo lokalne oblasti z njihovo udeležbo opolnomočene ter da bodo lokalne oblasti s pomočjo mladih prilagodile strategije za področja, ki se jih dotikajo. Na liniji Fornače-Trtinov trg Fornače v Piranu bosta odslej vozila dva nova električna avtobusa. Novi pridobitvi javnega podjetja Okolje Piran poganja akumulator moči 150 kW, ki omogoča doseg do 230 km z enim polnjenjem. Vozili sta opremljeni z 20 sedeži, nizkopodnim vstopom ter nakladalno ploščadjo za invalidske in otroške vozičke. Vsako pa lahko sprejme do 36 potnikov. Ali bodo vozni park nadgrajevali z elektrificiranimi vozili tudi v prihodnje, bo odvisno od tega, kako se bosta obnesla nova avtobusa. Prva dva električna avtobusa, ki jih je nabavila občina, nam bosta v bistvu pokazala, kako se ta elektrika tudi obnaša. Tle moramo vedeti, da gre za eno najtežjih relacij za vožnjo avtobusa, jaz se upam trditi v Sloveniji. Tle je zelo kratka relacija, tle se vozi na zelo majhnih hitrostih. Avtobusi so zelo obremenjeni, tako da bomo videli tudi, moramo pa seveda gledati, kakšne so avtonomije baterij in se bomo potem naprej odločali, kako naprej z nabavami avtobusov. Vrednost nakupa električnih avtobusov znaša 549 000 evrov, od tega je 347 200 evrov občina Piran pridobila na razpisu Ekosklada, razliko pa pokrila iz lastnih sredstev.
Prejšnji teden je piranski župan Andrej Korenika na neformalnem srečanju z mediji predstavil delo občinskega vodstva ter akcijski načrt za obdobje aktualnega mandata. Zadnje smo bili skupaj nekaj marca, ko je bilo tistih prvih 100 dni mandata. Sem bil še pol zaknan, kaj pa vse naredil. Zdaj sem pa teh naslednjih 5 mesecih, zdaj 8 mesecev, pridobil več informacij in marsikaj ugotovil. Ugotovil je, da je veliko projektov, ki naj bi jih občina izvedla v tem mandatu, prišlo le do faze idejne zasnove. Tistih, ki jih je bilo mogoče realizirati, pa so se lotili takoj. Ugotovil sem, da projektov je bore malo. Kvečemu so kakšne idejne zasnove, ampak od idejne zasnove do same realizacije, do gradbenega dovoljenja je še dolga pot. Tiste projekte, ki jih je bilo mogoče izpeljati, so dejansko, ki smo jih nekako tudi podedovali, smo se takoj lotili. Pri vseh projektih moram reči, da smo probali kakšne stvari še modificirati. Naprimer, če se spomnim zdravstvenega doma Sečovlje, ko smo prišli, smo ugotovili, da projekt ne zajema obnove oziroma ureditve parkinga, zato smo to takoj dodali noter in se tudi malo, izvajanje malo zavleklo, ampak smo ga celovito obnovili. Ko smo prišli na promenado, smo ugotovili, da se želijo uporabiti neki starejši kamni, ki smo ugotovili, da tam niso primerni, pa smo tudi to uredili, kljub visoke investiciji. Na Koprski cesti smo ugotovili, da ni predvidena javna razsvetljava, da ni predvidena ureditev pločnikov, smo tudi to umestili. Tako da projekte, ki smo jih podedovali, smo jih do konca uspešno izpeljali in jih še nekoliko dopolnili. Ob kandidaturi je Korenika obljubljal velike projekte, ki so sicer še v fazi priprave. Se jih pa nameravajo lotiti v kratkem. Sem pa kot župan obljubljal veliko večje projekte, ki jih dejansko nismo še začeli delati. Smo pa aktivno delali na teh projektih, da se jih bo tudi izvedlo. Govorimo vključno z OPN-om, ki je, rak rana te občine. In tudi kasneje, ko bom govoril o nekih večjih projektih, smo hitro ugotovili, da tudi vrtec, ki je v volilni kampanji izgledalo, kot vrtec je treba samo začeti graditi, smo ugotovili, da smo čisto na začetku. Kot je zatrdil župan, je eden izmed problemov nerealiziranih projektih apatija občinske uprave. Apatično tudi, bom kar rekel, občinska uprava, ki tukaj deluje. Torej vse prideš, zagnan, kaj se želiš narediti in odgovore dobiš, nič se ne da narediti. Problem apatije vidi v nesprijetem občinskem prostorskem načrtu in hitro pa ugotoviš, da je mogoče ta apatija med zaposlenimi tudi zato, ker v preteklosti vsi večji projekti, katerih so se moji predhodniki lotili, jih je nekdo zaustavil. Bilo je kar nekaj referendumov v tej občini, tako da imamo določene površine, kjer so recimo padli OPPN-i, ker danes ne moreš delati v tem trenutku nič. In je kar nekaj takih lokacij. In ugotoviš, da mogoče v tej občini imamo neko tiho oziroma glasno manjšino, ki prevlada nad tiho večino. In to je omejevalo razvoj te občine. Sam pravi, da se ne bo pustil strahovati in bo svoje predvolilne obljube izpolnil. Sicer načrt pravil novega vodstva obsega kar 32 točk. Med najpomembnejše so sprejetje občinskega prostorskega načrta, med najzahtevnejše pa izgradnja vrtca Lucija. Eden izmed večjih je sigurno vrtec Lucija. Ja, pa ne sem imela vseeno tablo, da ne bom kje pozabil. Bi pa jaz vseeno, torej vrtec Lucija, to je v bistvu največji projekt občine Piran v njeni zgodovini. Govorimo o projektu, ki je ocenjen v tem trenutku na 18 milijonov evrov. Luka Koper je prvo polletje sklenila z dobrimi poslovnimi rezultati. Prihodki so znašali 158,9 milijona evrov, kar je za 2% več od prihodkov v prvem polletju lani in 9% več od načrtovanih. Na kontejnerskem terminalu so s pretovorom za 5% presegli lanskega, na avtomobilskem pa s pretovorjenimi vozili dosegli 23% rast. Rast pretovora na kontejnerskem in avtomobilskem terminalu v Luki Koper je ena višjih tudi v primerjavi z največjimi evropskimi pristanišči.
Na obeh terminalih so letos dosegli tudi mesečni rekord ladijskega pretovora. Na kontejnerskem so pretovorili slabih 106.000 šestmetrskih kontejnerjev, na avtomobilskem pa 87.533 vozil. Prihodki iz skladiščnin so se v primerjavi z enakim obdobjem lani znižali za petino, in sicer zaradi skrajšanja časa zadrževanja kontejnerjev v skladišču. Kot so zapisali v poročilu, gre za posledico normalizacije razmer na globalnem logističnem trgu. Dosežen poslovni izid poslovanja je do vključno junija znašal 37,6 milijona evrov in načrtovanega presegel za 87%. Kljub temu pa je zaradi znižanja skladiščnin in povečanih stroškov zaradi inflacije zaostajal za lanskim letom, in sicer za 21% oziroma 10,2 milijona evrov. V prvem polletju je Luka Koper ustvarila 32 milijonov evrov čistega dobička, kar je 23% manj kot v enakem obdobju lani, a 83% več od načrtovanega. Kljub temu so opozorili, da razmere v logistiki ostajajo kompleksne. Novogradnja Igorja Velova, nekdanjega direktorja Agencije za varnost in promet, ki je bil s položaja razrešen, ker je svojim ravnanjem škodil ugledu ta iste agencije, je nelegalna. Tako je odločilo Ministrstvo za naravne vire in prostor po pritožbi ankaranske občine. Sedaj na občini čakajo še odgovor za sosednje objekte v lasti Roka Cvetkoviča in Blaža Jasniča. Spomnimo, saga z nelegalno postavljenimi objekti pod Jadransko cesto se je začela že leta 2018, ko so omenjeni trije, brez vsakršnih dovoljenj, postavili na zaščitenem območju Nature 2000 3 objekte. Po mnenju lastnikov objektov so to lahko storili, saj so zgolj rekonstruirali obstoječe objekte ter so imeli vse potrebne priključke. Pozabili pa povedati, da so rekonstruirali nekaj, česar že dolgo ni bilo, priklop na vodo in elektriko pa je bil narejen brez soglasja. Upravna enota Koper jim je kasneje izdala gradbeno dovoljenje, a uporabila prostorski akt koprske občine, ki pa v trenutku izdaje gradbenega dovoljenja ni več veljav. Takrat je bil namreč že kakšno leto uveljavljen karanski prostorski načrt, po katerem na omenjenem območju ni dovoljena gradnja. Še več, upravna enota je postopek, kot izhaja iz pritožbe, vodila vsaj površno. Odločba je bila izdana na podlagi skrajšanega ugotovitvenega postopka, občina ni imela možnosti sodelovanja v postopku, bilo je ugotovljeno napačno dejansko stanje glede objektov in v odločbi je napačno uporabila materialno pravo. In prav to zadnje je bil razlog, da je ministrstvo po nadzorstveni pravici ugotovilo kršitve materialnega prava in napačne uporabe določbe gradbenega zakona ter gradbeno dovoljenje razveljavilo. Postopek sicer še ni končan, saj se je Velov na odločitev pritožil. Iz občine pa so odgovorili, da jih veseli, da je občina Ankaran uspela s pozivom in je ministrstvo sporno dovoljenje razveljavilo. Pri zaščiti priobalnega pasu in preprečevanju nezakonitih gradbenih posegov bo občina Ankaran dosledno vztrajala tudi v prihodnje. V soboto obeležujemo Mednarodni dan psov. Ob izteku poletne sezone smo obiskali obalno zavetišče za živali v Dvorih pri Svetem Antonu, kjer so ta teden gostili obiske učencev poletnega varstva osnovne šole Koper, da bi jim predstavili delo zavetišča. Mi smo jih obiskali, ker nas je zanimalo, kaj se dogaja pri njih, ter ali so poleti zabeležili več primerov zapuščenih psov in muc. Pozna pomlad in pa celotno poletje je normalno nekako špica sezone oziroma kotitvene sezone in pa tudi nažalost, kar se tiče živali, ki nasplošno prihajajo k nam. Ni opaziti nekega hudega povečanja glede na ostala leta, nimamo nekih ekstremnih primerov, kot je mogoče to v Italiji, ko je grdo rečeno praksa te živalce med dopusti puščati na raznih lokacijah. Tega pri nas, hvala Bogu, ni. Tako da imamo normalno največ dela kot vsako leto, ampak ni to nekaj, s čimer se ne bi že srečali. No. Ali živalice zapuščene pripeljejo kdaj kar tukaj v bližino ali k vam, ali jih mogoče prostovoljci oziroma ljudje poberejo in vam pripeljejo? Različno. Nekateri pripeljejo z nekim razlogom, da so jih našli, da so jih zapustili, kakorkoli. Tudi s takšnimi stvarmi se srečujemo, da nam kdo pusti
po noči kakšno škatlo z mladički, pride zjutraj prva punca in to tukaj najde. Večje težave imajo z nezaželenimi legli mačjih mladičev, tako prostoživečih kot lastniških mačk. Pri psičkih je to malo bolj v mejah normale, zgodi se, pridejo legla, pridejo breje, samičke in podobno, ampak dajmo reči, da je tudi situacija s samimi posvojitvami bistveno lažja z mladički, tako da kot vsako leto špica poleti, potem se pa skozi jesen, ko so tudi primerno veterinarsko skrbljene vse te živali, ko so sterilizirane, kastrirane, cepljene, mikročipirane, potem tudi normalno iščemo domove. Trenutno v zavetišču v Dvorih gostijo 19 psov in okoli 120 mačk. Tukaj so vključene tudi prostoživeče, torej mucke, ki jih malo teže socializiramo in jih potem ne matramo z nekimi notrnimi boksi in tako naprej, ampak jih spustimo v okolico našega zavetišča, kjer potem skrbimo za njih tako, da jih pač hranimo, odžejamo in pa nudimo neko zatočišče za noč oziroma neke grše vremenske pogoje. V zavetišču žal ne omogočajo varstva živali za čas poletnih dopustov, saj zato nimajo kapacitet. Pa tudi je treba vedeti, da tukaj pride žival v okolje, kjer je, kot sem rekel, več kot 100 mačk, 20 psičkov, pasi lajež, neprestan, tisoči nenavonjava in to nekemu lastniškemu psičku predstavlja stres, sigurno, ali pa mucki. Tako da mi se temu skušamo izogniti, predlagamo, da poskusijo z nekimi sorodniki, prijatelji, kakorkoli drugače, preden oddajajo živali v neko okolje, ki jim je čisto nepoznano. V zavetišču sicer ocenjujejo, da poleti potrebe po takšnih storitvah so, vendar podatkov o tem, ali se na terenu tudi izvajajo, nimajo. Na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom svetovnega prvenstva v košarki je slovenska reprezentanca zmagala Japonsko 103-68. Dončićeva spretna podaja pa je bila tista, zaradi katere so gledalcem popadale čeljusti. Poglejmo. Oh, what a pass that is. Oh, an unbelievable assist. Look at this. Behind the back. How does he even see that pass? Over the heads of 5 people. Zdravo, ponovno sem z vami, da vam predstavim kulturne dogodke, ki se bodo odvijali na slovenski obali. Prihodnji teden bo obarvan z lokalnimi zasedbami in glasbenicami, ki bodo nastopile na različnih prizoriščih. Na voljo pa bodo tudi filmske projekcije, karaoke in stand-up večer. V soboto 26. avgusta lahko svoje glasilke sproščate v Centru mladih Koper, kjer bodo ponovno priredili karaoke večer s pričetkom ob 21. Na oder lahko stopite vsi, glasbeno nadarjeni ali ne. Istega večera se bo na koprskem Ukmarjevem trgu odvil koncert bosanskega turbo-folk glasbenika Halida Bešlića. Tudi ta se bo pričel ob 21. Koncert se bo prav tako odvijal na ankaranski plaži Študent s pričetkom ob 21:30. Za plesne ritme in dobro vzdušje bo tokrat poskrbel lokalni trio Pantaloons, ki elektronsko plesno glasbo radi začinijo z elementi džeza, funka, breakbeata in dubstepa. V nedeljo 27. avgusta se bo ob 8. uri zvečer na placu pod Belvederjem pričel koncert lokalne glasbene zasedbe Pol Grem. Njihove skladbe so prepojene z osebno izpovednimi besedili, za katere je značilna mešanica bluza, countryja in rocka. Prisluhnimo pesmi Hladen dan z novega albuma Luč preteklosti. Istega večera se bo pričel koncert ob 20:30 še na ankaranski plaži Valdoltra, kjer bo nastopil trio Purič Balkan Jazz Group.
Zasedba oživlja balkansko etno glasbo, džezovsko improvizacijo in energične ritme. Ponedeljek 28. avgusta ponovno vabljeni v Hangar Bar, kjer se boste lahko smejali šalam pionirja stand-up komedije v Srbiji Aleksandra Perišića in šalam mladega štajerskega komika Tima Andrića. Prav tako v ponedeljek bo v letnem kinu Arigoni filmski večer pod zvezdami s pričetkom ob 22. uri. Tokrat bo na sporedu atmosferični anti-thriller Pacifikacija. Oglejmo si napovednik. V sredo 30. avgusta bo Koper ponovno obudila že tradicionalna oživela ulica. Namen slednje je oživeti nekoč najbolj živahno ulico v Kopru, Kidričevo ulico. V sklopu dogodka boste imeli priložnost spoznati se z raznovrstnimi organizacijami, ki se bodo predstavljale na stojnicah. Istočasno pa se bo po različnih lokacijah odvijalo tudi koncertno dogajanje. Zadnjega avgusta v četrtek vabljeni v izolski Largo pri Špini, kjer bo svojo skupino tokrat nastopila lokalna glasbenica Brina. Zaradi sproščenega poletnega vzdušja obljublja malo več ritma in veselja kot ponavadi. Avgust pa lahko sproščeno zaključite tudi v Koprskem pokrajinskem muzeju, kjer se bodo predstavili filmski projekti Kino Istra. V muzeju bodo tokrat predvajali francosko-belgijski film Spomini na Pariz. Zgodba sledi Miji, ki se sooča z iskanjem sreče 3 mesece po terorističnem napadu. V petek 1. septembra pa bo koprsko skladišče Libertas obiskal še klubski maraton. Radio Študent vsako leto izbere 6 novih neuveljavljenih glasbenikov, ki izvedejo turnejo po celi Sloveniji. Na koprski oder bodo stopili prekmurski noise rockerji Moving as a Giant in goriški čuvarji funka Timekeeper. To bo za tokrat vse. Najlepša hvala za pozornost, se vidimo!